Pozdravljeni! Pri predstavitvi in analizi bolidov za sezono 2020 sem kar nekaj minut posvetil obliki zgornjega vstopnika in hrbtni plavuti. Nekdo izmed vas je na to vprašal, kakšna je pravzaprav funkcija hrbtne plavuti in zakaj je to tako pomembno. Različni viri in različna literatura to razlaga na različne načine. Nekateri pravijo, da je hrbtna plavut eden izmed bistvenih elementov v tem delu bolida Formule 1, drugi pravijo, da je učinkovitost hrbtne plavuti marginalna, komaj zaznavna, tretji pravijo, da je pomen hrbtne plavuti le v tem, da imajo ekipe dodaten prostor, kjer lahko kažejo napise svojih pokroviteljev. A poglejmo najprej, kaj pravi pravilnik. Ta točno določi dimenzijo, ki jo lahko ima pokrov pogonskega sklopa, kot vidimo na izseku iz tehničnega pravilnika. In če primerjamo dva različna bolida, kot sta Ferrari SF1000 in Williams F2W43, vidimo, da zunanje mere pokrova pogonskega sklopa so identične. Kako so razporejeni elementi pod njim, je pa seveda druga zgodba. Da bomo bolj intelektualno pošteni, bomo primerjali Ferrari SF1000 in Alfa Romeo Racing C39. Enak pogonski sklop, drugačna oblika zgornjega vstopnika. Logično, tisti pri Alfa Romeo Racing je rahlo daljši, zato ima hrbtno plavut krajšo. Omejene so zunanje mere, večji kot je ta zgornji vstopnik, manj prostora ostane za hrbtno plavut. In sedaj bom poenostavljeno razložil, zakaj je ta hrbtna plavut tako pomembna. Če si predstavljamo zgornji vstopnik, gledan z vrha, nekako razumemo, da je zračni tok, kateri gre skozi režo, nato imamo ostali zrak, kateri drsi ob bokih teh strukture. In seveda, tisti zračni tok, kateri je šel skozi režo, na zadnji strani ne more ven. Zato nastane neka praznina, neko območje nižjega tlaka, na katero udere tisti zračni tok iz leve in desne strani. Tisti z leve zavije proti desni, tisti z desne proti levi. Prekrižata se in na zadnjem delu za strukturo v tisti praznini ustvarita vrtinec. In seveda, kaj nas briga sedaj vrtinec na bolidu za strukturo? Briga nas, ker na tem območju se začne tisti zadnji aerodinamični profil, kateri pač ima rad laminarni zračni tok, zato da je učinkovit. In zaradi tega imamo tudi to hrbtno plavut, katera prepreči, da tisti levi in desni zračni tok praktično se prekrižata. Razdvoji jih, pomaga pri tem, da ne nastane vrtinec in tako zračni tok, kateri pride na tisti zadnji aerodinamični profil, ni zvrtinčen, temveč laminaren. In zaradi tega je ta del tako pomemben. In pojdimo korak nazaj na sezono 2019. Govoril sem, da nekatera literatura ta element praktično spravi v nič. In poglejmo na primer Alfa Romeo Racing C38. Ta je imel izjemno velik zgornji vstopnik in praktično minimalno, če sploh kakšno hrbtno plavut. Po drugi strani je tudi McLaren MCL 34. Ta je imel hrbtno plavut izjemoma majhno, vidimo jo tam na tistem spodnjem delu, v bistvu izgleda kot tabla le za številko, a bodimo pozorni, točno pred zadnjim aerodinamičnim profilom. A videli smo v nadaljevanju, da so izbrali drugo rešitev za potek sezone, kjer je bila ta hrbtna plavut bistveno večja. Torej, lahko sklepam, da funkcija hrbtne plavuti ima nek učinek, kajti na bolidih za sezono 2020 smo jo videli večjo ali manjšo prav na vseh bolidih. Zanimivo je, kako se bo obnašala na primer na Renaultu RS20, kjer je ta struktura zgornjega vstopnika dokaj široka in je kar nekaj prostora za njim, kjer bi se lahko zrak zvrtinčil in imamo sorazmerno kratko hrbtno plavut, v primerjavi s tistim, kar je dimenzija tega zgornjega vstopnika. A poglejmo še, kakšne bi bile lahko negativne posledice te strukture. Ena sigurno je ta, da v primeru kakih
bočnih sunkov vetra, je to dodatna površina, katera lahko pripomore k temu, da izgubi stabilnost bolit. Druga je ta, katera mnogi navajajo, da je pravzaprav učinkovitost tega zadnjega profila pride do izraza pri izhodu iz ovinka, pri pospeševanju, pri nižjih hitrostih. Ko pride bolit v tisto območje končne hitrosti, imamo na primer DRS, kateri izklopi učinkovitost zadnjega aerodinamičnega profila. Zato tudi ta hrbtna plavut naj ne bi bila tako bistvena. A pustimo, rekel sem, videli smo jih na vseh bolidih in sam trdim, da hrbtna plavut ima svoj pomen in zato mora imeti tudi določeno pozornost pri analizi. Upam, da sem razjasnil, nekako na hitro razložil pomen te hrbtne plavuti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.